Super živila v uravnoteženi zdravi prehrani nas varujejo pred boleznimi. Čeprav k nam prihajajo super živila v obliki eksotičnih sadežev, že dolgo poznamo živila s posebnim varovalnim učinkom iz našega evropskega prostora. To so na primer kislo zelje, borovnice, paradižnik, česen, lanena semena, zelenolistnata zelenjava, stročnice, oljčno olje. Izraz super živilo je razmeroma nov v slovenščini in pomensko skorajda prekrivan z daljšo zvezo, že omenjeno živila s posebnim varovalnim učinkom. Ker je izraz super živilo sestavljenka, ga pišemo skupaj. Pogost jezikovni vozel je oljčno ali olivno olje. Olivno olje je v rabi precej bolj razširjeno kot oljčno, čeprav je oljčno pridevnik oljčen v slovenščini starejši. Izraza oliva in olivno olje sta namreč prevzeta iz romanskih jezikov. Strokovnjaki s področja agronomije so se poenotili, da je terminološko ustreznejše v strokovnih besedilih rabiti izraz oljčno olje. V splošnem jeziku pa so sprejemljivi vsi izrazi, torej oljčno in olivno olje ter za sadež tega drevesa oljka in oliva. Poglejmo pa v našem okolju razmeroma nove kulture super živil, zato tudi izrazi zanje še niso ustaljeni. Obstaja namreč veliko sopomenskih in polopisnih izrazov, ki so nastajali s prevajanjem iz različnih virov. Zaradi nekritičnih prevodov tipa lahko ji rečemo tudi, je precej stvarnih napak. Ta podatek, rečemo ji tudi, se navezuje na izvorni jezik ali na prevod v katerega od večjih svetovnih jezikov, ne pa v slovenščini, kjer sadeža na primer še ne poznamo. Primerneje kot rečemo ji tudi je dodati, da se v angleščini pitaja imenuje tudi zmajev sadež. Še bližji je primer s fizalisom, v slovenščini bolje znan kot perujska češnja. Pri tem izrazu lahko dopišemo, da se v angleškem prevodu imenuje tudi kapska gosja jagoda. Ponekod perujsko češnjo enačijo z navadnim volčjim jabolkom, čeprav gre za botanično različni sorti, resda sorodni. V Sloveniji na primer navadno volčje jabolko poznamo kot okrasno rastlino, na Daljnem vzhodu pa velja za zdravilno. Ena od vrst palm je asaj. V Sloveniji kot super živilo poznamo asajeve jagode. Po naliki po drugih drevesih bi tej palmi lahko rekli tudi asajevec, tako kot poznamo bananovec, kruhovec, mandljevec, figovec. Precej razširjene so že goji oziroma goji jagode. V slovenščini se je v rabi uveljavilo, da je v zapisu prevladujoč izraz goji jagode, v izgovoru pa goji jagode. Zanimivo je, da je beseda prevzeta posredno iz angleščine, zato se izgovarja z dž, goji ali goji, kot tudi zapišemo. Če bi jo prevzeli neposredno iz pinjina, bi pričakovali izgovor govči ali celo kovči. Ali semena oljne kadulje. Pri tem opozorimo na nepotrebnost dodajanja samostalnika seme, čija seme oziroma čija semena. Pri tej rastlini se je namreč uvedla lepa razlika. Oljna kadulja kot rastlina in čija kot semena oziroma del te rastline primeren za prehrano. Maka ali perujski ženšen.
Zeleni čaj najdemo v več oblikah. Ena od njih je mača. Pri novih poimenovanjih superživil priporočamo podomačeni zapis. Obstoječa slovenska poimenovanja pa je dobro preveriti pri terminoloških strokovnjakih, na primer botanikih.